Gorki spet na sodišču. Posadili 1001 drevesno sadiko. Srečanje s predstavniki ljudstva. UTD Zbilje brez večjih sprememb. Pomlajeno vodstvo KUD-a Smlednik. Z marketingom do glasbenih dogodkov. Rampičeva do 23 let najboljša na svetu. Lepo pozdravljeni. Prejšnji petek sta na Kranjskem okrožnem sodišču o zapletih pri projektu Gorki pričala nekdanji medvoški župan Stanislav Žagar in nekdanja direktorica medvoške občinske uprave Vanja Debeljak. Sodnica Meta Pristavec bo najprej, to je do sredine aprila, izdala pisno vmesno sodbo, ali občini Kranj in Šenčur upravičeno tožita občino Medvode, šele nato bo odločala o morebitni višini odškodnine. Zaradi izstopa občine Medvode iz projekta gorenjske komunalne infrastrukture Gorki namreč sosedi zahtevata skoraj $500 000. Kot smo že poročali, se občine Kranj, Šenčur in Medvode niso mogle dogovoriti o poravnavi. Zato je na Kranjskem okrožnem sodišču 20. januarja letos v pravdi stekla glavna obravnava. Na nadaljevanje obravnave 17. marca sta kot priči prišla tudi nekdanji župan Stanislav Žagar in nekdanja direktorica občinske uprave Vanja Debeljak, ki ju zaradi bolezni januarja ni bilo. Na nadaljevanju obravnave sta oba poudarjala, da nista operativno sodelovala pri omenjenem projektu. Vanja Debeljak, ki je bila do oktobra 2014 direktorica medvoške občinske uprave in je po odpovedi iz krivdnih razlogov še vedno zaposlena na občini Medvode, je celo izjavila, da sploh ni bila seznanjena s predlogom občine Medvode, naj se čistilna naprava iz Trboj premesti v Smlednik. Nekdanji župan Žagar se je glede lokacije v Smledniku izgovoril, da je minilo že 10 let, spomnil pa se je, da se je občina Medvode odločila pristopiti k skupnemu projektu zato, da bi pridobila 80% financiranje iz kohezijskih skladov. Dobra 3 leta pozneje, junija 2010, je vlada občine obvestila o spremenjenih merilih za sofinanciranje, po katerih je bilo to možno le za naselja, ki imajo več kot 2000 populacijskih enot. Na vprašanje, zakaj občina Medvode ni poskušala pridobiti drugih sredstev, denimo iz strukturnih skladov, je Žagar kratko odgovoril, da se ne spomni, da bi se govorilo o še kakšnih drugih sredstvih. Ne Žagar, ne Debeljakova na pričanju nista vedela povedati nič, da občina Medvode ni podala soglasja za zemljišče v Smledniku. Zaradi tega namreč za čistilno napravo ni bilo mogoče pridobiti okoljevarstvenega in gradbenega dovoljenja in tudi vloga, ki jo je v imenu vseh konec leta 2009 vložila mestna občina Kranj, ni mogla biti popolna. Diplomirana pravnica Vanja Debeljak je opozorila, da je občina Medvode izhajala iz poslovne pogodbe iz leta 2007, po kateri so se obveznosti občine Medvode končale z oddajo vloge. Enako kakor Žagar je tudi Debeljakova vztrajala, da je bila vloga, čeprav za projekt ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, popolna. Ministrstvo za okolje in prostor pa da jo je zavrnilo iz vsebinskih razlogov. Kranj in Šenčur je zlasti razjezilo obvestilo občine Medvode z dne 1. marca 2011 o izstopu iz projekta. V njem so kot razlogi za izstop navedeni nepridobljena kohezijska sredstva, neustrezna tehnologija čiščenja in tudi dejstvo, da je občina Medvode članica javnega holdinga Ljubljana. Žagar je na vprašanje, zakaj je napisal dopis o izstopu iz projekta, če pa je bilo za občino Medvode že vse zaključeno z oddajo vloge, odgovoril, da je šlo za formalnost in še, citiram, da so dopis sestavile gospe, ki so delale na tem, sam pa se je le podpisal. Konec citata. Sodnico Meto Pristavec je zanimalo, kako se je občina Medvode odzvala na opomin pred tožbo Kranja in Šenčurja. Ker ji nekdanji župan sploh ni odgovoril, je ponovila vprašanje. Vidno se je začudila, ko ji je ta razložil, da misli, da občina ni reagirala, zato ker je bila pogodba za projekt Gorki za občino Medvode izčrpana. Nekdanjega župana Žagarja, ki je zdaj zaposlen v mestnem potniškem prometu, je na sodišču zanimalo, zakaj so ga pred sodno stavbo snemali. Sodnica mu je pojasnila, da je sojenje javno.
Čeprav se je zdelo, da je zadovoljen s pojasnilom, je ob odhodu sodišča ozmerjal našega snemalca, češ da je navaden državljan in da ne dovoli objave. Enaindvajsetega marca smo praznovali Svetovni dan gozdov, ki ga je Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z blagovno znamko 1001 cvet zaznamoval z zasajanjem novih drevesnih sadik. Gre za družbeno odgovoren projekt obnove gozdov, ki so bili prizadeti v žledolomu leta 2014. V letih 2015 in 2016 pa se jih je lotil še Smrekov Lubadar. Kupci čajev znamke 1001 cvet so tako pridno pošiljali prazne čajne škatlice in tako posredno sicer od vsake prispevali po 5 centov za obnovo slovenskih gozdov. Zbrali so dovolj sredstev za nakup 10 000 sadik različnih drevesnih vrst. 1001 prvo sadiko pa so prostovoljci zasadili v torek v gozdu blizu Zbiljskega gaja. V torek 21. marca smo praznovali Mednarodni dan gozdov, ki ga je Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s skupino Žito letos obeležil na prav poseben način. S pošiljanjem škatlic čajev znamke 1001 cvet so kupci prispevali k nakupu novih drevesnih sadik, s katerimi bodo sanirali poškodovane gozdove, ki jih je leta 2014 prizadel žledolom, leto kasneje pa še hud napad Smrekovega lubadarja. Ja, danes je Mednarodni dan gozdov in z podjetja Žito, Podravka in pa blagovne znamke 1001 cvet so nas pač poklicali in mi smo takih pozivov k dobrodelnosti na področju obnove gozdov zelo veseli. S tem prispevamo k čim hitrejši obnovi teh gozdov, ki jih je v zadnjih 3 letih prizadel tako žledolom v letu 2014, kot potem napad podlubnikov, ki je sledil temu žledolomu v letih 2015 in pa 2016. In nekako smo se čutili pozvane, glede na to, da je naše poslanstvo, poleg tega, da nudimo najboljše iz narave, tudi to, da nekako naravi vračamo tisto, kar nam dobrega daje, da se nekako priključimo tej akciji, za katero smo začutili, da jo zavodi za gozdove potrebujejo. In sicer smo se odločili, da pomagamo pri zbiranju sredstev za obnovo slovenskih gozdov. S pošiljanjem praznih čajnih škatlic so tako zbrali dovolj sredstev za nakup 4000 drevesnih sadik. 6000 sadik pa je prispevala še znamka 1001 cvet. Z 10 000 sadikami bodo pogozdili 4 hektare poškodovanih gozdnih površin, prvo simbolično 1001 sadiko pa so v torek skupaj s prostovoljci zasadili v gozdu blizu Zbiljskega gaja. Najlepša lepota in bogatstvo Slovenije so seveda naši gozdovi, naša narava, na to smo vsi pač ponosni. Seveda videli smo, kakšna škoda je bila vse povzročena, to se pravi z lubadarjem, z žledom, tako da seveda smo želeli to se pravi tudi nekaj sami pač prispevati k sanaciji gozdov. Moram reči, da seveda tukaj so nam tudi naši zvesti potrošniki našega čaja 1001 cvet, to se pravi v veliki meri pomagali, kar 80 000 njih, to se pravi, je sodelovalo v tej akciji in se je odzvalo, to se pravi, na nek način na to akcijo. Razliko smo še dodali mi in mislim, da imamo tukaj en lep pač projekt, to se pravi 10 000 sadik bo posajenih v teh dnevih, danes 1000 in seveda upam, da bo ta del čim prej zazelenel, tako kot je bil. In seveda s tem tudi sami prispevamo k naši lepi zeleni Sloveniji. Projekt so toplo sprejeli tudi na občini. Del uradnikov občinske uprave se je prav tako udeležil akcije in s tem pripomogel k hitrejšemu pogozdovanju. Smo projekt kot projekt, ki ga je treba izvesti in je pa malo drugačen. Ni pisarniški, je pa terenski. Režijski obrat pa itak dela na terenu in je suvereno pristopil. Meni je to zelo všeč, škoda je, ker pač se to izvaja toliko let po žledolomu, pač neka škoda je gotovo bila že storjena, vsekakor pa nikoli ni prepozno. Žledolom je sicer na območju Slovenije poškodoval približno 14 000 hektarov gozdnih površin, dodatnih 6 000 hektarov pa je uničil še napad lubadarja. Ker so naši gozdovi v dobri kondiciji, ocenjujejo, da se bo večina gozdnih površin sama zaraščala. 10% oziroma 2000 hektarov pa bomo morali zasaditi s sadikami gozdnega drevja. Ta program je zdaj v svoji ključni fazi, zelo intenzivno. Računamo, da bomo poleg teh 4 hektarov, ki jih bomo posadili s pomočjo Žita,
letos obnovili še preko 300 hektarov in sicer bodo to naredili lastniki gozdov sami. Ampak v veliko primerih je pa akcija teh prostovoljcev zelo dobrodošla, predvsem zaradi tega, ker je na hitro se naredi, tudi imamo zelo pozitivne izkušnje z strokovno sadnjo teh ljudi in na ta način pač prispevamo potem k obnovi sicer določenega delčka, ampak kljub temu je to zelo pomembno. Andrej Breznikar je v svojem nagovoru poudaril, da so naravne ujme prebudile tako lastnike gozdov, kot tudi javnost in lesni trg. Čeprav bi se to moralo zgoditi že prej, se danes pojavlja večje zanimanje za naravna bogastva. S tovrstnimi akcijami pa promovirajo in spodbujajo ljudi k vključevanju in skrbi za le-te. V končni fazi ima tudi ta akcija promocijski značaj, da na nek način promoviramo ta pozitivni odnos do gozda. Gozd je v Sloveniji ni samo stvar lastnika gozda, ampak glede na to množstvo funkcij, ki jih upravljajo za celotno družbo, mora biti naša skupna skrb celotne družbe. Drevesa se bojo sadila tam, kjer pač Zavod za gozdove določi, da je pač sadnja najbolj potrebna. Tako da se bo nek del se bo zasadil proti Primorski, se pravi na območju, kjer je žled med Postojno in Logacem tudi gozd zelo poškodoval, pa vsekakor predvsem po tem Gorenjskem in pa v srednjem delu. Sadike, ki smo jih pač mi zbrali, zadoščajo za nekako 4 hektare gozdov. Škoda je bistveno večja, tako da pač tukaj smo prispevali eno majhno kapljo v morje potreb, tako da pozivamo še ostale, ki bi želeli pomagati slovenski naravi, da se lotijo dela. Trend uničevanja gozdnih površin strani smrekovega lubadarja pričakujejo tudi letos, saj je bila zima kljub ostrim temperaturam premila, da bi jih zatrla. Tudi občina stremi k skrbi za gozdne površine, vendar pa je vse odvisno od proračunskih sredstev. Ja, se pa v bistvu oziramo na to, predvsem imamo zdaj v drugi polovici leta pripravo projekta za urejanje gozdnih vlak, kjer bi pač na RPR razpis pač vlagali vlogo, pa upamo, da bomo uspešni oziroma da bo sploh do razpisa prišlo. Za zaključek pa naj omenim še misel Zavoda za gozdove. Skrb za gozdove je značilen primer medgeneracijskega sodelovanja. Gozdove, s katerimi gospodarimo danes, so osnovali in negovali naši predniki. Naša naloga je, da gozdove obnavljamo in negujemo tako, da bodo tudi naši zanamci deležni vseh njihovih pozitivnih učinkov in bodo živeli v naravnem in zdravem okolju. Pomlad je torej tu in glavno vprašanje je, kdo bo po novem krpal razcvetele ceste, kdo bo urejal javne površine, kdo bo skrbel za prometno signalizacijo. Odgovor na to vprašanje je občina Medvode zastavila že septembra lani, ko je začela postopke izbire koncesionarjev. Odgovorov, kdo, je jasen že dlje časa. Za koliko pa bodo izbrani koncesionarji upravljali storitve, to pa šele v tem tednu. Poglejmo kratko kronologijo razpleta, v katerem se je z javnim pismom županu vključila tudi svetniška skupina SMC. Na zadnji seji občinskega sveta konec februarja je župan Nejc Smole, očitno pod vtisom govoric in osebnega šikaniranja, občinskim svetnikom predstavil celoten postopek izbire koncesionarjev, predvsem v 2 sklopih. Zimska služba in letno vzdrževanje cest, kjer je novi koncesionar za 2 leti postalo podjetje Gorenjska gradbena družba, in v sklopu vzdrževanja javnih površin, kjer je novi koncesionar za 2 leti postalo podjetje Flora Sport. Oba dosedanje koncesionarja, ki sta sicer podala nižjo ponudbo, podjetje Gradkop Jožica Trampuš SP in podjetje MMB Čistilni servis Marjan Bezlaj SP, namreč nista priložila zahtevanih dokazil oziroma nista izpolnjevala razpisnih pogojev. Najbrž se zato tudi nista pritožila na odločitev občine. 2 dni kasneje je svetniška skupina SMC na župana naslovila odprto pismo, v katerem ga sprašuje, čemu je občina Medvode v javnem naročilu za izbiro teh 2 koncesionarjev postavila določene pogoje, zaradi katerih bo v prihodnje plačala vsaj 400 000 evrov več, kot pa bi jih, če bi izbrala obstoječa, bolj ugodna izvajalca. Problematizirali so predvsem pogoj dokazovanja določene višine letnega prometa in dejstvo, da je občina spremenila razpisno dokumentacijo.
Smole je odgovor na javno pismo SMC-ja napovedal v predpisanem 30-dnevnem roku. Za našo pogovorno oddajo pa je vse razpisne pogoje označil za smiselne, potrebne in običajne, ko se odloča o tako visokih proračunskih sredstvih. V primeru koncesije za zimsko službo in letno vzdrževanje je pogodbeni znesek za 2 leti več kot 1 600 000 evrov. Glede na to, da sta oba dosedanja koncesionarja samostojna podjetnika, je že sicer zakonska obveza, da posle ne opravljata zgolj za enega naročnika. V javnem naročilu pa je naročnik potencialne prijavitelje opozoril tudi na možnost, da se razpisna dokumentacija do zaključka razpisa lahko spremeni. 2 tedna kasneje je svetniška skupina SMC-ja podala novo izjavo za javnost, v kateri med drugim zapišejo, da je župan v naši oddaji spretno preusmeril pozornost drugam. Zato ga še enkrat med drugim sprašujejo, ali bo občina zaradi določenih pogojev v razpisu, kot je na primer določena vsota letne vrednosti izvedenih storitev v preteklosti, porabila več javnega denarja v naslednjih letih. Župana pa prav tako sprašujejo, zakaj in na podlagi katerih predpisov je, kot je bilo rečeno v oddaji, po že zaključenem razpisu izbranemu izvajalcu za urejanje javnih površin spremenil naloge in večino predvidenih del prenesel na režijski obrat ter mu tako znižal ceno iz 258 000 evrov na približno 50 000 evrov. Naslednje znamo odgovoriti tudi v uredništvu televizije Medvode, saj smo malo nerodno res povzeli izvajanje župana. Dejstvo je, da se je podpisana pogodba iz 258 000 evrov znižala na končni pogodbeni znesek, ki je za več kot polovico nižji. Zgolj dobrih 112 000 evrov oziroma dobrih 55 000 evrov letno. In zakaj je to občina lahko storila že po zaključenem razpisu in določena dela prenesla na občinski režijski obrat? Ja, ker je bila ta možnost nakazana že v razpisni dokumentaciji in v priloženem vzorcu koncesijske pogodbe. Kakšni so bili razpisni pogoji, kako je potekal postopek izbire in kdo so novi koncesionarji na komunalnem področju, je župan Nejc Smole pojasnil tudi predstavnikom krajevnih in vaških skupnosti prejšnjo sredo na 6. kolegiju. Ta je bil sicer prvenstveno namenjen seznanitvi s stanjem aktualnih in načrtovanih projektov. Pomembne pa so tudi novosti, ki krčijo tako obveznosti kot tudi pristojnosti krajevnih in vaških skupnosti. Predstavnik ene izmed njih si je celo zastavil vprašanje, jih sploh še potrebujemo. Da se župan in občinska uprava vsaj enkrat letno srečajo, je bila predvolilna obljuba. Prejšnjo sredo je tako potekal že 6. kolegij, namenjen predvsem predstavitvi, v kakšni fazi so aktualni in načrtovani projekti po posameznih krajevnih skupnostih. Za 3 od letos načrtovanih projektov je občina že objavila javno naročilo. Za izvedbo druge zaključne faze izgradnje meteorne kanalizacije in rekonstrukcije ceste na Golem Brdu, za izgradnjo mostu čez potok Ločnica v Sori in za preureditev obstoječega prometno neustreznega 4-krakega križišča na lokalni cesti Jeprca-Goričane in Svetje Senica v krožišče, skupaj z ureditvijo pripadajočih priključnih cest in navezav. Slednje je, poleg načrtovanega projekta kanalizacije C0 in pripadajoče komunalne opreme, največji dvoletni projekt, ki naj bi se realiziral zgolj z občinskimi sredstvi in to v višini 750 000 evrov. Župan Nejc Smole je pohvalil sodelovanje s predstavniki krajevnih skupnosti pri realizaciji posameznih projektov, kot zgled pa izpostavil predvsem krajevno skupnost Senica, ki je vložila veliko truda v pridobivanje potrebnih zemljišč za prej omenjeni projekt. Med večje načrtovane naložbe pa sodi tudi ureditev Medvoške ceste s končnim postajališčem 25 in znižanje praga reke Sore na Sotočju, kar bo znižalo poplavno ogroženost gorvodno in izvedbo določenih načrtov. Investitor slednjega projekta v višini 500 000 evrov ne bi bila sicer država. Smole je predstavnikom krajevnih in vaških skupnosti predstavil tudi razpisne pogoje in sam postopek izbire novih koncesionarjev na komunalnem področju. V konkretnem primeru je bil najpomembnejši podatek tam, da izvajalec zimske službe in letnega vzdrževanja na občinskih cestah
Ni več podjetje Gradkop Jožica Trampuš SP, ampak Gorenjska gradbena družba. Slednja, to pa je novost, naj bi skrbela za letno vzdrževanje tudi tistih javnih cest, ki jih vzdržujejo same krajevne skupnosti in to po enotni, vnaprej določeni ceni. Dosedanja praksa je namreč bila, da je krajevna skupnost sama izbrala najbolj ugodnega izvajalca letnega vzdrževanja na krajevno-skupniških cestah, sedaj pa naj bi to storitev naročila prek svojega predstavnika v občinski upravi in to pri občinskem koncesionarju. Ali bo odzivnost koncesionarjev ustrezna, ali ne bo cena letnega vzdrževanja cest za krajevno skupnost zato višja, to pa so bili dvomi, ki so jih izpostavili posamezni predstavniki krajevnih skupnosti. Je pa res, da lahko krajevne skupnosti tudi to pristojnost prenesejo na občino in se odrečejo sredstvom iz tega naslova. In vprašanje, ki si ga je zastavil predstavnik krajevne skupnosti Medvode Center Dragan Đukić, je bilo, ali krajevne skupnosti sploh še potrebujemo. Dejstvo je, da je zimsko službo že v tej sezoni na vseh cestah upravljal občinski koncesionar in dejstvo je, da bo občinski režijski obrat v roku slabega leta dni, tako je določila država, prevzel v upravljanje in vzdrževanje tudi pokopališča. Katere pristojnosti torej sploh še ostajajo krajevnim skupnostim? Smole se strinja, da država očitno s spreminjanjem zakona o javnem naročanju skozi stranska vrata udejanja tisto, kar ji pred leti ni uspelo. Odvzeti pravno subjektiviteto krajevnim skupnostim in javnim zavodom, ki imajo manj kot 10 zaposlenih. Na 6. kolegiju župana in občinske uprave s predstavniki krajevnih in vaških skupnosti je bila izpostavljena tudi problematika vodovodnega sistema Studenčice. Predstavnike vaške skupnosti je namreč zanimalo, zakaj javno podjetje Komunala Kranj ni objavilo rezultate analiz vode tudi za njihov vodovodni sistem. Iz odgovora pristojnih iz občinske uprave pa se je izkazalo celo, da bi moral biti tudi ta vodovodni sistem še vedno na seznamu tistih, za katere velja ukrep prekuhavanja pitne vode. Več o tem v prihodnji oddaji. Kot rečeno, v slabem letu dni naj bi upravljanje in urejanje pokopališč, razen Pirniškega, so vsa ostala sicer v delni ali v popolni lasti župni, prevzel občinski režijski obrat. Tako se je odločila država. Čeprav je zakon v ustavni presoji, je občinski svet na zadnji seji vseeno sprejel osnutek odloka o pokopališkem redu v občini Medvode. Pripomb je bilo veliko, temeljna pa, da ne sledi tradiciji. Oktobra lansko leto je začel veljati nov zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki je nadomestil starega iz leta 1984. Novi zakon, ki je sicer v ustavni presoji, med drugim določa, da morajo občine v roku leta dni sprejeti odlok o pokopališkem redu, ki ga naša občina niti ni imela. Glavna novost zakona je, da tako urejanje kot tudi upravljanje pokopališč prenaša na občino. V praksi to pomeni enak red na vseh pokopališčih v občini in tudi enake cene najema grobov. Po novem bo torej najemodajalec grobov občina in ne več krajevna skupnost. Izbrani koncesionar bo v njenem imenu opravljal 24-urno dežurno službo, njen režijski obrat bo skrbel za urejenost pokopališč, vse naložbe na njih pa bo kril v celoti občinski proračun. Čeprav je tudi res, da so vsa pokopališča pri nas razen Pirniškega delno ali v popolni lasti župni. Občinski svetniki so se na zadnji seji sicer pozitivno opredelili do načrtovanega enotnega reda in cen, so pa imeli na predlagan osnutek, ki ga je predstavila nova občinska pravnica Barbara Knific, veliko pripomb. Osnovna je bila ta, da pokopališki red, ki sicer sledi zakonu, ni pisan na kožo vaški tradiciji. Tukaj je razprava tekla predvsem v smeri kako zagotoviti pieteto tudi ljudem, ki so zaradi take ali pa drugačne socialnih razmer na bremenu občine in na plačilu občine, in smo se osredotočili predvsem tudi na tiste člene, ki govorijo o tem, da se na nek način s pokopališkim redom uredi tudi način, kakršen je v tradiciji v tem našem malce bolj primestnem okolju. Pohvalno, da bo pokopališki red poenoten, da bojo cene poenotene. Upoštevati
je potrebno pri vsem tem, da kljub temu, da je Medvode mesto, da so naša pokopališča še vedno vaška in da so tudi navade ljudi vaške in temu smo sledili tudi pri podajanju pripomb. Statutarna upravna komisija je imela na osnutek odloka kar 17 pripomb in vsa ostala razprava občinskih svetnikov je te pripombe le še potrjevala. Najbolj sporno je za svetnike med drugim bil natančno določen protokol pogrebne slovesnosti, natančno določeni pogoji, pod katerimi lahko pokojnik leži doma, natančno določen odpiralni čas mrliških vežic, namera, da so pokopališča po 19. uri po zimi in 21. uri po leti do 7. ure zjutraj zaprta, da pogrebnih slovesnosti ni ob sobotah, nedeljah in praznikih ter po 17. uri. Zmotila pa jih je tudi določena terminologija. Ta odlok o pokopališkem redu je dejansko krovni dokument, neka osnova. Ampak se mi zdi, da vendarle je slovenščina tako lep jezik, tako fonetičen, da enostavno se ne moremo strinjati s tem, ko beremo, da pogreb opravi pogrebno moštvo. Veste, to je tako, kot da je bila to neka tekma z garami, veste, to res ne gre. Ne? To je kljub vsemu potrebno dati na nek resen nivo, veste. Jaz mislim, da če smo že vezani na zakon, potem je treba točno ločiti to, kar je po zakonu, tudi v tem gradivu bi nam lahko to prikazali in tisto, kar si bomo mi kot občina uredili po svoje. In mislim, da moramo izhajati iz tega, kaj je veljavno, kaj je krajevno običajen način. Velika večina je že opozorila na to, da je veliko nesmislov noter, tudi jaz sem jih nekaj opazil, ne bom jih ponavljal. Rad bi povedal samo to. Sem prebivalec občine Medvode in bi bil rad pokopan na katerem koli pokopališču pod istimi pogoji. Za tisto, kar je pristojna občina. Za vse ostalo je stvar želja pokojnika ali njegovih svojcev. Osnutek s podanimi pripombami je dobil zadostno podporo, čeprav je bilo tudi veliko takih svetnikov, ki so menili, da bi bilo smiselneje osnutek prekvalificirati v delovno gradivo. Letošnji občni zbor Turističnega društva Zbilje je bil tudi volilen. Večjih sprememb sicer ni prinesel, saj predsednik ostaja Iztok Pipan. Je pa društvo nekoliko pomladilo svoje vrste. Sicer so se na občnem zboru člani seznanili z dosedanjim delom, vodstvo je predstavilo načrte za prihodnost, izvedeli pa smo tudi, kakšne zanimive prireditve si lahko obetamo letos. Volilno leto je za društva vedno tudi prelomno, saj se izkaže, kako zadovoljni so člani z delovanjem vodstva. Pri Turističnem društvu Zbilje so brez glasu proti podprli dosedanje organe društva in tako se z manjšimi spremembami vodenje nadaljuje pod taktirko Iztoka Pipana, ki je društvo vodil že prejšnja leta. Ja, meni se zdi, da je ta današnja potrditev res soglasna, tudi brez vzdržanega glasu, pomembna, ker pomeni, da so ljudje prepoznali to naše delo v preteklosti, da vodimo neko dolgoročno politiko, kako urejati turistično kraj in skrbeti za to sobivanje turistov, obiskovalcev in krajanov, ki živimo tukaj. Kajti to se mi zdi osrednja naloga našega turističnega društva. Ne samo, da skrbimo, da je kraj lepo urejen za turiste, ampak predvsem to, da je kraj lepo urejen za domačine in da ta turizem minimalno moti domačine, kajti vemo, da jezero je naravna danost, ki nam je bila dana pred 64 leti in da ga zdaj ne moremo črtati pa radirati iz svojega življenja in da smo pač prisiljeni, neke vrste prisiljeni sobivati z obiskovalci. Zdaj, na kakšen način to delamo, kako se trudimo, je danes občni zbor pokazal, da so krajani s tem zadovoljni. Podelili so tudi častno priznanje, ki je šlo v roke Karla Vernika, dolgoletnega člana in tudi predsednika društva, danes še vedno aktiven opravlja funkcijo podpredsednika. Res sem bil presenečen in sem ganjen nad tem in moram reči, da mi je to potrditev v čast in upam, da bom še dolgo lahko sodeloval in pomagal naprej turističnemu društvu, kot sem doslej. Kot smo slišali na občnem zboru, gre za eno večjih in bolj pomembnih društev v naši turistični zvezi in zato se imajo zahvaliti prav Zbiljskemu jezeru, ki je privilegij in tudi breme društva.
Vsako leto se pojavi vprašanje parkiranja, zadnja leta pa tudi poti okoli jezera, o kateri se govori že nekaj let. Nažalost so projekti, ki si jih želimo, pa projekti, ki jih moramo narediti. Tukaj gre za to, da država postavlja vse bolj rigorozno zakonodajo za urejanje vodnih in obvodnih zemljišč, da so zahteve inšpektorjev take, da lahko rečem samo za zahteve inšpektorata za plovbo po celinskih vodah bomo v zadnjih 4 letih namenili 50.000 evrov denarja turističnega društva, kar je nenormalno visok znesek. Potem moramo skrbeti za izšolanje reševalcev, plačevati koncesijo, zato da lahko ljudje vestajo po Zbiljskem jezeru, mi plačamo uporabo te gladine vode državi kot koncesijsko dajatev. Da plačamo še enkrat več davka državi, kot na koncu dobimo iz razpisa za turizem denarja nazaj. Kar pomeni, da so nekatere stvari določene že vnaprej od države. Tisto, kar si mi želimo v naslednjem mandatu, je zanesljivo sprehajalna pešpot okoli Zbiljskega jezera, urejeno parkirišče pod daljnovodom nad Zbiljskim jezerom, to, kar delamo skupaj z občino Medvode. Če nam bo uspelo narediti vsaj del te poti, pa zastaviti ta parkirišče v taki obliki, kot si ga želimo, potem bomo naredili veliko. Sicer projekti ostajajo usmerjeni v prihodnost in sledijo tudi trendom. Napoveduje se ohranitev Zbiljske noči, ki je še vedno nekoliko odvisna od usklajevanja z organizatorji. Veselite se lahko Azijskega dneva na Dobravi Zbiljskega jezera, jeseni pa premierno prihaja prvi slovenski Barbecue Open, kjer bodo na svoj račun prišli predvsem ljubitelji mesa žara. Že tradicionalno pa svoje člane in vse, ki jim je mar za čisto okolje, vabijo na čistilno akcijo, ki bo 1. aprila. Na svojem rednem občnem zboru so se to nedeljo zbrali tudi člani kmetijske zadruge Medvode, ki svojo dejavnostjo pokriva območje 3 občin, Medvoške, Vodiške in dela mestne občine Ljubljana. V zadnjih 15 letih je, razen enkrat, vedno zabeležila vsaj minimalen dobiček, tudi letos. Več o tem pa v prihodnji oddaji, ko bomo poročali tudi o prvi pridobitvi kaze Medvode v letošnjem letu, obnovljeni in razširjeni trgovini v Vodicah. Prejšnji petek so se na rednem letnem občnem zboru zbrali tudi člani kulturnega društva Smlednik. Pogled v preteklo leto jih je navdal zadovoljstvom, saj so izpolnili cilje, ki so si jih zadali. Vseh 7 sekcij je predstavilo svoje delo in načrte za v prihodnje. Med drugim so napovedali tudi novo gledališko igro na prostem, saj je bil odziv na prisego o polnoči resnično nad pričakovanji. Poleg odziva publike pa jih veseli tudi dejstvo, da organizacija takšnega dogodka združuje in povezuje vse krajane. Na tokratnem zboru pa se je od svoje funkcije, ki jo je opravljal kar 12 let, poslovil predsednik Franc Bonča. Na to funkcijo so izvolili Mateja Ulčarja. KUD Smlednik ima 7 sekcij, in sicer 2 pevski, 2 pritrkovalski, 2 gledališki in mladinsko sekcijo. Vse so bile v preteklem letu aktivne, mešani pevski zbor Smleški žarek s kar 16 nastopi ter številnimi gostovanji na prireditvah. Prav tako so redni gosti različnih prireditev pritrkovalci, tako starejša kot mlajša skupina. Tudi 18-članski mešani pevski zbor Svetega Urha je kljub odhodu zborovodje izvedel vse načrtovane koncerte. Gledališka sekcija se je po odmevni predstavi Prisega o polnoči prejšnje leto posvetila manjšim dogodkom, kot so recitali in sodelovanjem na različnih prireditvah. Mlajša gledališka skupina je predstavila svojo prvo celovečerno premiero, veseli so tudi sodelovanja z lutkovno skupino. Športno-kulturno aktivni pa so bili tudi člani mladinske sekcije 55. Franci Bonča, ki je KUD Smlednik vodil prav do preteklega petka, skupščina je bila namreč volilna in so zamenjali tudi upravni in nadzorni odbor, je bil vesel, da društvo deluje v skladu z načrti. Svojo funkcijo pa je na tokratnih volitvah prepustil mlajšemu kolegu Mateju Ulčarju. Pred 12 leti smo imeli enega rednega gosta naših občnih zborov, to je bil pokojni Franci Ravnikar, in ko sem bil jaz izvoljen takrat za predsednika, me je rekel, ja, kje so pa tebe najdla. Ko sem bil enkrat izvoljen, je bil moj tak sklep v notranjosti, 1 mandatna doba premalo, 2 mandatni dobi preveč. Ampak prav pokojni Ravnikar je vzrok, da sem jaz vztrajal še 2. mandatno dobo in poj še 3.
Zdaj pa mislim, kljub temu, da bo kar rekel, da bi bil še predsednik ali pa da bi še to funkcijo opravljal, ampak da s tem zaviraš enega mlajšega v našem kraju, ki mora tudi to izkustvo skozdati in tudi na takem področju ti zadeve, ki jih opravljaš, pridejo prav v življenju. V času predsednikovanja Francija Bonča se je zgodilo marsikaj. Zagotovo pa je bil eden pomembnejših dogodkov končan denacionalizacijski postopek, ko je dvorano, v katerem izvajajo glavnino svoje dejavnosti, v najem vzela občina Medvode in jo v uporabo dala kulturnemu društvu. Člani so vsekakor dobri gospodarji in prostori ostajajo dobro izkoriščeni. Jasno je, da vsako leto ne moramo biti enako aktivni, ampak trudili se bomo še naprej delati tako za naše zveste gledalce, kot tudi za naše ljubiteljske ustvarjalce, da bodo imeli podporo, da bodo imeli v končni fazi prostor, v katerem bodo lahko se združevali, družili in ne nazadnje, glede na to, da smo kulturno društvo tudi ustvarjali tisto, kar bi radi počeli in kar jih bo zadovoljevalo, tako da to je pa v končni fazi tudi cilj vsakega društva, vsake društvene dejavnosti. Člani KUD-a Smlednik nastopajo za svoje krajane, smleško kulturo pa pogosto pokažejo tudi izven meja občine Medvode. Pri tem so uspešni tako pritrkovalci, kot tudi pevci in gledališčniki. Najbolj pogosto prizorišče dogodkov je sicer tamkajšnja dvorana, v zadnjem obdobju pa se pogosto preselijo tudi prednjo. Mislim, da je to ne samo v občinskem prostoru, ampak kar recimo v tej regiji, tukaj Gorenjski, kar en tak edinstven prostor, ki ga želimo še naprej napolnjevati s kulturnimi vsebinami, predvsem s takimi manjšimi, intimnimi, ampak s takimi šmohtnimi, sladkimi, z okusom. No, tako da na tem bomo delali še naprej. In seveda se povezovali z vsemi društvi, s katerimi smo že do zdaj sodelovali še naprej. Ostati blizu ljudem je njihov cilj in vodilo, ki so se ga držali vsa ta leta. Odločili so se namreč, da bodo delali takšno kulturo, ki je blizu ljudem, ki tam živijo in sodelujejo z društvom. Moj moto ali pa velikokrat sem že na sestankih govoril to, da če bomo imeli preveč modernih iger v naši dvorani, ki je še zmeraj, bi rekel, veliko kmečkega prebivalstva in enostavnih takih ljudi, ki jim ni potreba ena velika moderna zadeva, in to so tudi kar igralci upoštevali, pa kar rečem, da sem se večkrat zahvalil obiskovalcem, ki so prišli v velikem številu in da naj še naprej hodijo v velikem številu. Franc Bonča kljub predaji svoje funkcije ostaja aktiven član društva. Prihodnost vidi v povezovanju in poudarja, da so ob večjih projektih, kakršna je bila predstava Prisega o polnoči, pomembni prav vsi sodelujoči, čeprav na koncu obiskovalci ne vidijo vseh, ki so pripomogli k uspešni izvedbi. Na koncu, kad enkrat so zadeve tako narejene, da se kažejo ljudem, se vidi res samo tiste ljudje pa tisti prizor, ampak vse od drugo je pa res skrito in to ni samo pri kulturnih zadevah, se mi zdi, da je pri vseh zadevah, ampak ljudje to, bom rekel, premalo poznajo. Zato hitro pade kakšna kritika, saj to ni bo nič, saj ta ni nič, pa hun ni nič, ampak ne, veliko je treba še prostovoljcev zraven, da se stvar spelje in naredi. In prostovoljce bodo zagotovo zelo potrebovali, saj so prav na petkovem občnem zboru članom društva povedali novico, ki so jo v resnici na ljubo krajani že lep čas želeli in na tihem pričakovali, da se bodo ponovno lotili izvedbe igre na prostem. Ker želijo slediti zgodbam njihovih krajev, bodo uprizorili Finžgarjevo ljudsko igro Naša kri, ki bi se prav lahko zgodila tudi v Smledniku. Pod okriljem mladinske mreže Mama, v katero je vključen tudi javni zavod Sotočje Medvode, je v nedeljo potekalo usposabljanje na področju marketinga in organizacije glasbenih skupin. Usposabljanje vodi Jože Habola, bobnar skupine Bigfoot Mama, ki je z mladimi glasbeniki delil svoje znanje in izkušnje na področju upravljanja z glasbeno skupino in kako z boljšim marketingom priti do boljših uspehov.
Usposabljanja sta se udeležili 2 skupini, ki vabita v studio Vadnica. Bistvo projekta je povezovanje mladih glasbenih skupin širom Slovenije in organizacija kakovostnih glasbenih dogodkov. Projekt marketinga in organizacije glasbenih skupin, ki poteka pod okriljem mladinske mreže Mama in v katero je vključen naš zavod Sotočje Medvode, se je minulo nedeljo odvijal tudi v prostorih mladinskega centra Jedro. Usposabljanje namenjeno predvsem mladim glasbenim skupinam vodi Jože Habula, bobnar skupine Bigfoot Mama, ki v tem projektu združil svojo glasbeno in pedagoško plat. Celoten program je sestavljen tako, da preko mladinskih centrov povabimo 2 benda, ki sta zbrana na podlagi tega, kako se vsak posamezen mladinski center odloči, in z njimi naredimo določeno izobraževanje, kjer jim razložimo določene stvari, na kakšen način bend funkcionira in kako se lahko pripravi za svoje delovanje na slovenskem prostoru. K sodelovanju so povabili 2 skupini, ki pridno vadita v studiu Vadnica. To sta zasedba Wet Cassette in Pyroxin. Slednja je na alternativni glasbeni sceni bolj znana in se lahko pohvali tudi z nastopi na tujih glasbenih odrih. A to ne pomeni, da se ne bi naučili še česa novega. To je glih ta fora, moraš čim več dati od sebe oziroma čim več novih. Vsak dan se nekaj novega naučiš. Nove kompetence, v bistvu želja po novih kompetencah. Se pač itak, mislim, tole zdajle je bilo in poučno in pač prijateljsko, mislim, da so se tudi odnosi taki prijateljski razvili, tako da je, pa saj treba se pač vključiti čim več takih dogodkov, da se tako band raste. Predavanje, ki smo ga imeli, mi je bil dosti zanimiv, smo se res naučili veliko stvari. Sploh nasploh mi je bilo zanimivo, ko so nam razložili samo fotografiranje benda, pa tole zdaj na koncu tale razgovor nam je tudi mi je bil zelo v redu, ker sem zvedel še malo več informacij, kako začeti tudi samo skupino, pa tako, če lahko rečem. Najboljši seminar, kar so se ga kdajkoli udeležili, kot so ga opisali udeleženci, je namenjen deljenju izkušenj in dobrih praks, ki so se v preteklosti izkazale za uspešne pri promociji glasbenih skupin in seveda upravljanju z njimi. K sodelovanju so povabili tudi 2 medvoška rokarja, Francija Kica, nekdanjega člana zasedbe Flam, in Francija Stritarja, pevca skupine Hangar 55. Tudi ona sta z mladimi delila izkušnje z alternativne glasbene scene iz svoje mladosti. Še zdaleč pa projekt ni namenjen soljenju pameti mladim, vendar le pomoč in podpora v upanju, da uspe čim več kvalitetnih glasbenih skupin. Stvari definitivno so drugačne. Težko je tudi govoriti, da bi rekel, recimo, jaz to zdaj že delam 25 let in jaz zdaj vse obvladam, to po moje lahko zaprejem takoj. Se pravi, izkušnje so zelo pomembne, znanje je zelo pomemben, ampak je pa tudi pomembno, da si v tem času aktualen, se pravi, da se znaš prilagoditi na to situacijo, ki dejansko zdaj je. Tehnologija je šla pač v tej smeri, da smo zdaj v drugem položaju, kot recimo zdaj mladina v drugem položaju, kot smo mi bili 20-25 let nazaj. Ogromno enih prostorov je bilo takrat, največja razlika je bila ravno v druženju, o tem pomenu socializacije, na kakšen način so ljudje funkcionirali takrat, a pa kako funkcionirajo zdaj. Zdaj nasploh, ko poslušaš te besede, recimo tudi samo kako prezenca benda vpliva na publiko, na čem moraš graditi, kaj v bistvu tudi gledali smo fotoshootinge, slike, kašenje, kako bi bilo bolj, tudi smo tudi našo pogledali, smo tudi dokumentirali, kaj bi bilo bolj, kaj mi je všeč, pa kako bi to spremenil. Pač na ta scena, da mogoče bi pa res, to pa to, bomo tako malo drugače naredili. A veš, kaj mislim, se pač ni tako, da bi spet, mislim, vse to je stvar posameznika, bo spremenil zdaj to, pač mislim, to je bilo njegovo mnenje, mnenja so itak različna, zdaj pa pač pa je pa tebe odvisno, kaj boš to pač vzel vase. V projekt je vključenih 8 mladinskih centrov po Sloveniji, ob zaključku bodo bendi deležni nastopov po vseh lokacijah. To predstavlja dobro priložnost za promocijo, predvsem pa za sklepanje prijateljstev in poznanstev, ki jim bodo služila na njihovi nadaljnji glasbeni poti. Vsak bend oziroma vsak mladinski center je zbral, kot sem že rekel, 2 skupini in na način rotacije, se pravi, da vsi bendi igrajo v vsakem mladinskem centru. In se pravi, vsaj 7 koncertov bojo imeli na leto in v 7 koncertih po Sloveniji pa lahko predstavijo svoj material oziroma že sami sebe nekam postavijo na neko določeno mesto.
Najbolj pomemben pa mi je zato, da se družijo tudi s tistimi bendi, ki so na tistem koncu in ki se bodo začeli povezovati med sabo, mrežati pravzaprav, bodo tudi za sebe lahko določali še več in več tega, ne. Jaz v bistvu bi jim rad dal neko platformo, zato ker govorijo, da, kot sem že omenil, sam vi igrate, pa te igrajo, pa oni igrajo, mi sploh ne moramo priti do stvari. Ni res, komot lahko pridete do stvari, treba se sam dobro organizirati. Pa ena stvar, ki se mi zdi pa poglavitna, je pa samoiniciativa. Se pravi, če ne boš samoinicijativen, če ne boš pa zase res nekaj naredil, če ne boš stopil skozi svoja vrata pa šel ven, več od tega pa jaz ne morem narediti. Jasno pa so tudi člani bendov navdušeni nad možnostjo za nastop in promocijo. Zelo pozitivno stvar lahko rečem, zaradi tega, ker bomo nekako probali dobiti feedback od samih obiskovalcev koncerta, kako naprimer deluje to v drugih regijah, kako naprimer naš žanr bi tam deloval, pa seveda bi lahko rekel reklamo oziroma promocijo, da bi mogoče še kdaj drugič nastopila v tistem kraju oziroma dvorani. To je odlično za nas, ker bomo zdaj 21. aprila izdali prvi EP. Torej pomeni, če bodo zdaj zraven še te špili, pa po Sloveniji bomo lahko hkrati promovirali ta naš EP in svojo muziko, svoje sporočilo dali naprej po celi Sloveniji. Tako da čista zmaga praktično, čista zmaga. Kak je, res se lepo poklapa. Tega sploh nismo vedeli, da bo tako, da wow. Odličen projekt, glej, jaz sem navdušen, veliko bolj navdušen, nisem si predstavljal tega. Da bo tako, da bo na koncu izpadel, no. Vse pravim, odlična ideja. Preden se začne koncertna turneja, se bodo srečali še 3-krat, ko bodo pregledali, kako so pridobljeno znanje prenesli v prakso oziroma v delovanje svojih bendov. Glasbeno obarvan pa bo tudi ta konec tedna, ko bo v Mladinskem centru Jedro potekal drugi predizbor za tradicionalni glasbeni natečaj Battle of Bands. Tokrat se bodo za vaše glasove potegovali White Blackout, Mutism in No No Instigator. Vabljeni, da jim prisluhnete. V duhu izobraževanja za lepšo prihodnost je nocoj v kavarni Sotočje potekala prva izmed 3 delavnic za mlade iskalce zaposlitve z naslovom Jaz iskalec priložnosti. Tokrat so poskusili odgovoriti na vprašanja, kot so, kdo sem, kaj v resnici iščem in želim, kakšni so moji cilji, kaj je poslovni odnos, kakšna je razlika med poslovnim in osebnim odnosom, kakšne informacije posredujem bodočemu delodajalcu, partnerju ali kupcu oziroma uporabniku. Naslednja delavnica bo prav tako v kavarni Sotočje potekala v torek 28. marca, zadnja pa bo na sporedu v sredo 29. marca. Ana Marija Lampič je na zadnji tekmi svetovnega pokala uspela zadržati prednost pred zasledovalkami in s tem postala najboljša tekačica na smučeh do 23 let na svetu. Po naporni vožnji domov so ji manjši sprejem pripravili na Smučarski zvezi Slovenije. Prejšnji teden je bila zadnja tekma v svetovnem pokalu v teku na smučeh. Vsa slovenska javnost je bila usmerjena v našo šampionko Ano Marijo Lampič ter v njeno tekmico, v Rusnjo Julijo Belorukovo, ki bi morala priti med 10-terico, ob tem pa Ana Marija ne bi smela prejeti točk, če bi Julija želela priti na vodilno mesto v boj za turkizno majico. Ani Mariji sicer ni uspelo prejeti točk, vendar tudi Rusinja ni dosegla svojih ciljev. Tako je laskavi naziv najboljše tekačice na smučeh šel v roke naši sokrajanki. Imela sem malo prednosti, ampak nisem vedela, bo to dosti ali ne. Pač ja, nisem bila čisto sigurna, ampak sem rekla, kar bo, pa bo in zlija se je šlo. Ja, pač jaz sem res ful vesela in v bistvu sem res prva v Sloveniji, ki je dosegla to zmago do 23 in je to še ena motivacija za naprej in drug let grem spet v boj za to majico. Pred sezono ji je bila želja, da pride blizu vodilne do 23 let, vendar po slabem začetku se je zdelo to praktično nemogoče, vendar je svojo prvo zmago v svetovnem pokalu v Pjongčangu dobila priložnost biti pred tekmicam, ki pa je ni izpustila iz rok vse do konca sezone. V bistvu imela sem cilj biti zraven majice, ampak po 2 tekmah so pač te sanje malo odplavale. Od Pjongčanga naprej sem pač si rekla, da imam zdaj res šanso in da ne smem spustiti. Za nagrado je prejela pokal, ki ji bo zagotovo vsakič, ko ga bo pogledala, obudil spomine na izjemno sezono. Poleg skupne zmage do 23 let bo zagotovo nasmeh na obraz narisala tudi zmago v Pjongčangu, kjer nas bo drugo leto zastopala na zimskih olimpijskih igrah.
Časa za počitek ne bo imela veliko. Po nekaj dnevih dopusta se bo s polno paro pripravljala za naslednjo olimpijsko sezono. Vzdušje v reprezentanci je sproščeno in to pomaga k temu, da se punce med sabo spodbujajo in da z nasmehom pričakujejo novo sezono. Jaz siguren to, da bom res čez poletje dobro trenirala, no, in ja, Pjongčang je tisti prvi cilj, drugi cilj pa spet, da osvojim tale turkizno majico do 23 in če bo šlo, če mi bo to uspelo, bo kar reda. Mislim, da postajamo skozi boljša ekipa, no, da smo skozi bolj sproščene, bolj se pogovarjamo, več smo skupaj in ne vem, pač tudi Stefano, nov trener, je ful tak pozitiven in to jaz res ful rabim in mi to res spodbuda, tako da ja, se imamo ful v redu. K uspehom je letos veliko pripomoglo tudi to, da ni imela težav s poškodbami, da je lahko trenirala po planu, ki si ga je ekipa zadala. Visoke ambicije pa ima Ana Marija tudi za prihodnje. Ja, siguren pa naprej tudi naslednje olimpijske igre, ne, in pa mogoče kakšna medalja svetovnih prvenstev, kakšna zmaga tudi še v svetovnem pokalu, tako da je še veliko, no. Medvoški košarkarji so v 5. kolu lige za prvaka na domačem parketu premagali ekipo Hrastnika z rezultatom 81-74. Odigrane so bile tekme zadnjega 18. kroga v slovenskih ligah. Hidro je v prvi B ligi doma izgubil z Jeseničani in je na 6. mestu na lestvici. Medvode pa so v 3. ligi Zahod doma premagali Tržičane in so 10. na lestvici. Ženska ekipa Medvod pa je v 2. ligi Zahod izgubila v Novem mestu in je 7. na lestvici. Medvoški policisti v preteklem tednu niso obravnavali prometnih nesreč na območju občine Medvode, so pa imeli nekaj dela z obravnavo kaznivih dejanj. V Medvodah je nekdo vlomil v vrtno lopo, v Pirničah so zasegli večjo količino prepovedane droge. V Medvodah so obravnavali še kaznivo dejanje protipravnega odvzema prostosti in prisiljanje strani nadrejenih. Prisiljanje po kazenskem zakoniku pomeni nekoga s silo ali resno grožnjo prisiliti, da kaj stori, ali opusti ali da kaj trpi. Tako kot prejšnji teden, policisti obiskovalce turističnih lokacij, zlasti v Zavrhu in v Pirničah, opozarjajo, da parkirajte v skladu s predpisi. Ne glede na to, kje boste preživeli konec tedna, na poletih v Planici ali pred televizijo, ko boste navijali za naše orle, naj bo čudovit. Nasvidenje.